Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. V Cankarjevem domu so minulo soboto na tako imenovani Prešernov dan podelili Prešernove nagrade za leto 2009. Prva poročila s kraja dogodka kažejo, da so nagrade Prešernovega sklada prejeli sopranistka Sabina Cvilak-Damjanović, skladatelj Nenad Firšt, igralec Marko Mandić, kipar Tobias Putrih, pisatelj Goran Vojnović in scenarist in režiser Miran Zupanić. Storilce še iščejo. Pravkar pa smo prejeli tudi novico, da naj bi Prešernovi nagradi za življenjsko delo dobila slikar Zmago Jeraj in igralka Štefka Drolc. Čestitamo. Prešernovo nagrado v letu 2009 prejme za življenjsko delo igralka Štefanija Ana Drolc. Prešernova nagrada igralki Štefki Drolc pomeni največje slovensko priznanje s področja kulture. Za njen veličasten in obsežen umetniški igralski opus in za življenjsko delo ustvarjeno v gledališču, filmu, na radiju in televiziji, za njeno akademsko-pedagoško delo in kulturno poslanstvo. Čestitkam gospodu Prešernu ob njegovem jubileju se pridružujemo tudi v uredništvu vesti, prav tako pa tudi kulturna društva širom po Sloveniji. Praznovale pa so tudi slovenske sekte in prostozidarske organizacije. V povtorke se rodi od grozdje vino zla za nas, što zimo dava žili, v srce jasnost oči sjaj. Zabora v težini, gradi stiska i bodri. Zabora v težini, gradi stiska i bodri. V znamenju kulturnega praznika je predsednik sindikata Glosa Doro Hvalica na novinarski konferenci Glose in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije prebral sonet, ki ga je France Prešeren spisal posebej za to priložnost. Odveč je misel in beseda vsaka, da kup je usoda vrhniške usnjarne, pogoj za bit zamejskega rojaka, da to ni mačji kašelj, prazne marnje. Je takšen kup Nobelova nagrada, ki jo srčno privoščimo človeku, čudi neskončne. Dal je dušo veku. A vem, po svetem pismu nove dobe je stvarnik in dobrotnik le hudir. Zato dobi milijon samo bankir. V soboto sta v škofjeloški dvorani Poden moči pomerili slovensko in hrvaško ministrstvo za šolstvo in šport. Ministra Gregorja Golobiča smo povprašali, če za izbiro dvorane stoji kakšna simbolika. A veste, kako se imenuje tale dvorana? Malo, sem že to eksploatiral v nekaj intervjujih. Podno? Podno, ja. Prav ni na ključe izbira te dvorane? Ne, na dnu smo v vseh ozerih in košarka je pa šport za odriv. In smo veseli, da preko hrvaška stran tako dobro skače. Bojo zdaj odnosi kaj? Bojo spodna krenilu višave? Tukaj so solidni, druge je pa drugo. Šport je šport, politika je politika, tako da tukaj jaz ne bi stvarjal nobene virtualne realnosti tega, da to kaj spremeni. Generalni sekretar vlade in tajnik društva ljubiteljev Jerce Legan Milan Martin Cvikl je po četrtkovi seji vlade spregovoril o napovedanih varčevalnih ukrepih vlade, ki naj bi jih obravnavali na naslednji seji vlade in se ta trenutek nahajajo v postopku usklajevanja z opozicijo. Jaz verjamem, da ko bomo v neki razpravi tako z opozicijo, koalicijskimi poslanci to ustrezne še prediskutirali, bomo videli, da je ta nabor 30 varčevalnih ukrepov pravzaprav nabor, ki se mu nobena vlada ne more izogniti, če hoče v zmanjšan rast prihodkov seveda umestiti zelo nizko rast odhodkov, kot je pač določa bilance javnih financ.
Cvikl je odgovarjal tudi na vprašanje glede revizijskega poročila Računskega sodišča o pravilnosti poslovanja Slovenske obveščevalne varnostne agencije Sova in o realizaciji do sedaj odpravljenih nepravilnosti v agenciji. Vlada je to danes obravnavala zaradi tega, ker je bila danes ob dveh sklicana seja, skupna seja Komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb in pa seveda Komisije za nadzor javnih financ, ki pa je obravnavala zgolj poročilo Računskega sodišča, ne pa še bodisi odzivnega poročila oziroma končnega mnenja. Zato je seveda vlada ocenila, da je pravilno, da se vlada hkrati seznani, če seveda danes o tem teče ustrezna razprava v državnem zboru. Vlada je za to informacijo, ki tukaj tudi pisno, seveda se seznanila s tem, da je agencija ohranila vse potrebno, da se je večina napak pri poslovanju preteklosti, ki je mogoče odpraviti, že odpravi. V poslanski skupini SDS zahtevo za izredno revizijo Luke Kopra označujejo kot političen obračun, ki nima nobene zveze s poslovanjem družbe. Zahteva za izredno revizijo je po njegovih ocenah neodgovorno ravnanje, ki bi oslabilo ugled Luke Kopra, ki je zaradi kotacije na borzi izpostavljen zahtevam in preverjanju transparentnosti poslovanja. Takšne zahteve zmanjšujejo ugled Luke in sprašujem se, kdo bo po končani reviziji odgovarjal za morebitno materialno škodo in zmanjšan poslovni ugled podjetja. Ne nasprotujemo revizijam, vendar pa menimo, da gre v tem primeru za obračun v politične namene, ki nima nobene zveze z dejanskim poslovanjem Luke in gre kar za neodgovorno dejanje. O novem kodu policijske etike, komentar dneva Tatjana Grajf. Nov kodeks policijske etike v okviru spoštovanja enakosti pred zakonom izpušča spolno usmerjenost. To je čudno, saj slovenska in evropska zakonodaja prepovedujeta kršitve enakopravnosti na posamičnih osnovah, tudi na podlagi spolne usmerjenosti. Če se že sprejemajo tovrstni dokumenti, obstaja veliko dobrih vzgledov. Navedba posameznih diskriminatornih osnov je v poklicnih kodeksih številnih evropskih držav že avtomatizem. Zaščita manjšin je del poklicne etike in poslovnega bontona. Ranljive skupine je treba imenovati izrecno, saj se v ohlapnih splošnih določbah ne prepozna nihče. Policija v Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji, Nizozemski, Skandinaviji in drugod izvaja gejem in lezbikam podporne in vključevalne programe zaposlovanja, to pa velja tudi za vse ostale manjšine. Še več imajo posebej usposobljene enote za obravnavo homofobičnih kaznivih dejanj, v poročilih o kriminaliteti vodijo ločene statistike. Nasilje, nadlegovanje in druge vrste kaznivih dejanj iz sovraštva do gejev, lezbik in transseksualcev sodijo med pristojnosti policije, pa naj se dogaja na ulici, v šoli, v družini ali na delovnem mestu. Na raznolikost se je treba pozitivno odzvati, namesto da se pretvarjamo, da je ni. Čas je torej, da tudi slovenski delodajalci začnejo uvajati sistem upravljanja raznolikosti v zaposlovanju, ki izrecno naslavlja posamične manjšine. Razvoj spoštljivega odnosa do raznolikosti je stvar varnosti in zdravja na delovnem mestu, izboljšuje storilnost in prispeva k ugledu institucij. Še vreme, napoved za prihodnji teden, plundra, brozga in še naprej svinjarija. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.